uspela v svoje nedra. Začenjamo z našo preditvijo Kajakaš leta 2018 in sicer bomo tako, kot se spodobi, začeli kar s glasbo, ampak najprej sledi video o sezoni 2018, traja približno 4 minute in uživajte v vaših uspehih. Velika večina jih je danes tule z nami, nekaterih ni. Najprej pa bomo seveda tule na oder povabili predsednika Kajakaške zveze Slovenije. Z nami je gospod Andrej Ribič. Spoštovani predsednik Slovenskega olimpijskega komiteja, gospod Bogdan Gabrovec, spoštovani predstavnik Državnega zbora, gospod Janez Keren, spoštovane gospe in gospodje, spoštovani predstavniki naših sponzorjev in pa seveda drage tekmovalke in tekmovalci. Lep pozdrav na že tradicionalni prireditvi Kajakaš leta, ki se vrši vedno ob koncu sezone, približno vedno po takem času, kot je danes. To je čas, ko potegnemo črto skozi sezono, pregledamo rezultate, vidimo, ali smo dosegli cilje, ki smo si jih na začetku zadali, pogledamo, kako smo bili uspešni in za nekatere, predvsem za tekmovalce, pa je to že čas, ko so z eno nogo že v naslednji sezoni in se pripravljajo na naslednja tekmovanja. Naslednja sezona bo še posebej zanimiva, zaradi tega, ker je to predolimpijska sezona in nas čakajo kvalifikacije za uvrstitev na olimpijske igre. Morda samo prelet rezultatov pred ravno končane sezone. Jaz mislim, da smo bili tako uspešni kot pretekla leta. Dobili smo na svetovnih in evropskih prvenstvah v vseh kategorijah, smo 24krat stali na zmagovalnih stopničkah, dobili smo 21 kolajn,
Potem 15krat smo stali na zmagovalnem odru na svetovnih pokalih. Naštejem samo nekaj najvidnejših uspehov. Imamo 4krat smo bili v spustu, imamo 4 svetovne prvake, potem imamo evropskega prvaka, potem imamo zmagovalko na sredozemskih igrah, zmagovalko na mladinskem svetovnem prvenstvu in pa na zmagovalca na olimpijskih igrah mladih. Skratka, zelo lepi rezultati. Zdaj, v letošnji sezoni smo izpeljali 2 tekmovanji. Imeli smo tekmo svetovnega pokala v spustu in pa v slalomu v Tacnu. Ta tekma v Tacnu se nam je majčkeno ponesrečila, kot veste, smo imeli težave z vremenom in je odpadlo en dan, ampak za to tekmovanje smo izpeljali, tako kot vedno, odlično in se v tej priliki zahvaljujem vsem sponzorjem, ki so nam pomagali. Pomembno je, da povem, da smo vsa tekmovanja letos izpeljali v okviru finančnih možnosti, ki jih imamo, in letos smo prvič po dolgem času gremo v naslednjo leto brez dolgov. Tako da jaz upam, da bomo to prakso nadaljevali tudi naprej in apeliram na vse sponzorje, da nas ne zapustijo, v kar verjamem, da ne bodo in da se nam bodo priključili še drugi. V naslednjem letu nas čaka organizacija 2 tekmovanj. Imamo tukaj Evropsko prvenstvo v spustu in pa tekmo svetovnega pokala v Tacnu, ki bo letos letos bo konec junija. Morda se bomo s tem izognili vremenskim nosečnostim, ki smo jih imeli v sedanjem času. In pa, kot sem že prej povedal, čakajo nas kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiju. Tukaj računamo zdaj na 4 tekmovalce v slalomu in pa na 2 na mernih vodah, 2 mesti. Jaz upam, da bomo te cilje uresničili. Zdaj vam želim prijetno druženje danes zvečer. Hvala lepa za vaš obisk in upam, da bomo naslednjo leto, ko se dobimo, lahko spet govorili o superlativih. Hvala. Hvala lepa predsedniku Kajakaške zveze Slovenije Andreju Ribiču in prav je seveda, da naš dogodek nocoj odkrijemo z glasbo. Z nami sta Katarina Samobor in pa na kitari Jure Slapar. Naslednja skladba, ki jo bosta zdajle zapela in zaigrala, pa se imenuje You'd Be So Nice to Come Home To. Izvolite. You'd be so nice to come home to. You'd be so nice by the fire while the breeze on high sang a You'd be all that I could desire under stars chilled by the winter, under an August moon burning above. You'd be so You'd be paradise to come home to and home. You'd be so nice to come home to.
Hvala Katarina, hvala Jure. Danes se bosta še enkrat vrnila, zdaj v naslednjih minutah pa bomo predvsem ploskali, kajti sledi podelitev priznanj dobitnikov kolajn v mladinski kategoriji in v kategoriji do 23. Zato prosim direktorja Kajakaške zveze Slovenije, Andreja Jelenca, da se mi pridruži. In bomo kar začeli za osvojeno srebrno ekipno kolajno na svetovnem prvenstvu mlajših članov. Nagrado prejme Nina Bizjak. Za osvojeno zlato in bronasto posamično kolajno na Evropskem mladinskem prvenstvu v spustu, srebrno ekipno kolajno na Evropskem mladinskem prvenstvu v spustu, srebrno ekipno kolajno na Svetovnem mladinskem prvenstvu v slalomu ter srebrno ekipno kolajno na Svetovnem prvenstvu mlajših članov v slalomu, Lea Nova. Za osvojeno zlato posamično kolajno na mladinskem svetovnem prvenstvu v slalomu, srebrno posamično kolajno na Evropskem mladinskem prvenstvu v slalomu, zlato in bronasto posamično kolajno na Evropskem mladinskem prvenstvu v spustu, pa srebrno ekipno kolajno na Evropskem mladinskem prvenstvu v spustu, srebrno ekipno kolajno na Svetovnem mladinskem prvenstvu v slalomu, ter še srebrno ekipno kolajno na Svetovnem prvenstvu mlajših članov v slalomu, Eva Alina Hočeva. Naslednjo priznanje z rok direktorja Kajakaške zveze Slovenije prejme za osvojeno srebrno ekipno kolajno na Svetovnem mladinskem prvenstvu v slalomu Sara Beligar. Za osvojeno bronasto ekipno kolajno na Svetovnem mladinskem prvenstvu v slalomu Jaka Bernard. Za osvojeno bronasto ekipno kolajno na Svetovnem mladinskem prvenstvu v slalomu Nejc Polenčič. Prav tako za osvojeno bronasto ekipno kolajno na Svetovnem mladinskem prvenstvu v slalomu nagrado prejme Urh Turenšek, ki pa zaradi šolskih obveznosti ni prisoten, lepo pa mu seveda zaploskamo. Bravo! Za osvojeno srebrno ekipno kolajno na Evropskem mladinskem prvenstvu v spustu Helena Domajko. Zdaj bomo na oder poklicali še 3 fante, in sicer za osvojeno srebrno posamično kolajno na mladinskem evropskem prvenstvu ter zlato ekipno kolajno na Evropskem prvenstvu mlajših članov v spustu Vid Ošterbek. Za osvojeno zlato ekipno kolajno na Evropskem prvenstvu mlajših članov v spustu Tim Novak.
Tole je naslednji dobitnik priznanja za osvojeno zlato ekipno kolajno na Evropskem prvenstvu mlajših članov, Vid Kuder Marušič. In pa še zadnje priznanje za osvojeno zlato kolajno na olimpijskih igrah mladih v disciplini paralelni slalom, Lan Tomic. Z nami so torej še enkrat Nina Bizjak, Klejanova, Kevalina Kočevar, Sara Belinger, Janka Bernat, Najc Kolenčič, Urt Kurenšek, Helena Domajnko, Vito Oštrbin, Tim Novak, Vid Kuder Marušič in Lan Tomic. Zdaj pa še en aplavz za naše mlade športnice in športnike. Bravo še enkrat. Hvala lepa seveda našim športnikom, uživajte še naprej v našem programu. Mi bomo zdajle nadaljevali z glasbo in potem seveda sledi drugi sklop podelitev nagrad priznanj našim nosilcem medalj. Slišali ste že prej, kaj vse so spet naše športnice in športniki pobrali, tudi tisto pravzaprav, kar se ni dalo. In zdajle gremo naprej. Naslednja glasbena točka nas čaka, tokrat skladba Objem. Izvajalca pa sta Nuša Bezjak in na kitari Jure Slapar. No la 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 la
la la la. Odlično, bravo, Jure, tudi odlično sem danes še enkrat vadila nazaj, prav tako pa zdaj na oder spet vabimo direktorja Kajakaške zveze Slovenije, Andreja Renca, kajti sledi podelitev priznanj dobitnikov kolajn v članski konkurenci. In najbolj, da kar začnemo. Za osvojeno zlato posamično kolajno na svetovnem prvenstvu v spustu in prvo mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala v spustu prejme Simon Over. Za osvojeno zlato posamično kolajno na svetovnem prvenstvu v spustu ter zlato ekipno na svetovnem prvenstvu v spustu Nejc Žnidarčič. Za osvojeno zlato posamično kolajno na svetovnem prvenstvu v spustu ter drugo mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala v spustu Blaž Cof. Za osvojeno srebrno posamično kolajno na svetovnem prvenstvu v spustu, zlato ekipno kolajno na svetovnem prvenstvu v spustu ter tretje mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala v spustu, nagrado prejme Vid Debeljak. Ampak Viktor se je obvestil, da bo šel še malo potrenirati, zato ga tule z nami ni, ampak vendarle hvala lepa za aplavz zanj. Gremo naprej za osvojeno bronasto kolajno na svetovnem članskem prvenstvu v spustu, zlato posamično kolajno na evropskem prvenstvu mlajših članov v spustu, zlato ekipno kolajno na svetovnem članskem prvenstvu, zlato kolajno na evropskem prvenstvu mlajših članov v spustu in drugo mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala v spustu Anže Urankar. Za osvojeno bronasto kolajno na sredozemskih igrah v sprintu Anja Osterman. Za osvojeno srebrno ekipno kolajno na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah Benjamin Savšek. Za osvojeno srebrno ekipno kolajno na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah Anže Berčič. Za osvojeno drugo mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala ter osvojeno srebrno ekipno kolajno na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah Luka Božič. Za osvojeno bronasto ekipno kolajno na evropskem članskem prvenstvu in zlato ekipno kolajno na evropskem prvenstvu mlajših članov slalomu na divjih vodah Martin Srabotnik.
za osvojeno bronasto ekipno kolajno na Evropskem članskem prvenstvu in zlato ekipno kolajno na Evropskem prvenstvu mlajših članov v slalomu na divjih vodah Niko Testen. Nika Testena, kot kaže, z nami ni prav tako, pa ni prisoten tudi za osvojeno zlato posamično kolajno ter bronasto ekipno kolajno na Evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah Peter Kauser. Peter, zanj pravijo, da je že 14 dni v karanteni zaradi pljučnice, zato bo zanj prejel nagrado Mirko Avbel, član upravnega odbora. Kasneje. Dobro. Prodanskega društva Steklarna Hrast. Dobro, torej, še enkrat z nami pa so Simonova Nejčnidarčič, Blaž Cof, Anže Urankar, Anja Osterman, Benjamin Savšek, Anže Berčič, Luka Božič, Martin Srabotnik in velik aplauz za tele naše šampione, še enkrat prosim. Hvala lepa in uživajte še naprej na naši prireditvi. Mi gremo naprej z glasbo in sicer že prej smo obljubili, da se bosta Nuša in pa Jure še vrnila in zdaj nas čaka glasbena točka in sicer skladba Moon River. Z nami sta še enkrat Nuša Bezjak in na gitari Jure Slapar. Še enkrat Nuša, bravo, še enkrat Jure.
za to glasbeno vrhunskost, tako kot nocojšnja športna, tule danes ima glavno besedo. Ampak zdaj sledi podelitev jubilejnih nagrad klubom, članom Kajakaške zveze Slovenije. Zato prosim, da v mojo družbo pride predsednik Kajakaške zveze Slovenije, Andrej Pilič. Plaketo Kajakaške zveze Slovenije za 70 let delovanja prejmejo. V 30 letih prejšnjega stoletja so mladi Solkanci, ki so bili večinoma mizari, prišli izdelovati lesene čolne, imenovane sandolini. Uporabljali so jih predvsem za rekreacijsko veslanje po Soči in Vipavji. Po priključitvi Primorske matični domovini jeseni 1948 pa so pod okriljem ljudske tehnike Slovenije v Solkanu ustanovili Pomorsko-brodarsko društvo Solkan. In letos tako slavijo 70 let organiziranega kajakaštva na reki Soči. Kaja klub Soške elektrarne! Zdaj se na vrsti Kumarati. Nedolgo potem, ko so po Savi mimo Hrastnika priveznali prvi kajakaši, sta svoj prvi čoln leta 1928 izdelala Oto Žlindra in Jože Vatovec ter navdušila za kajakaštvo še druge Hrastničane. Elan za ukvarjanje s kajakaštvom je dala tudi organizacija prvega prvenstva Kraljevine Jugoslavije na Savi, in sicer med Zagorjem in Hrastnikom. A začetek organiziranega kajakaštva se je začel šele po drugi svetovni vojni. V okviru športne sekcije Bratstvo je začela delovati kajakaška sekcija, ki se je leta 1948 osamosvojila in postala Brodarsko društvo Hrastnik. Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik! Še enkrat z nami sta torej predstavnika Kaja klub Soške elektrarne ter Brodarskega društva Steklarna Hrastnik. Naslednja podelitev bo podelitev priznanj za zasluge pri razvoju kajakaštva. Ampak najprej bomo klicali še eno damo, seveda, ki tudi ona prihaja iz kajakaško-kanuističnih vrst. Z nami bo Neža Tuman, ki nam bo zapela tisto pravo s Titanika My Heart Will Go On. Hvala lepa in še enkrat čestitke.
Mega, bravo, Mega. Da se po moje spet kar malo odnesem nazaj na vodo, tam, kjer ste seveda najraje. Zdaj pa sledi podelitev priznanj za zasluge pri razvoju kajakaštva, in sicer srebrna paketa Kajakaške zveze Slovenije. Zato ponovno prosim predsednika Kajakaške zveze Slovenije Andreja Ripiča, da se nam pridruži. In bomo najprej prebrali obrazložitev. Bil je eden od glavnih pobudnikov za ustanovitev Kaja Kanu kluba Bohinj in tudi ustanovni član kluba. Že na ustanovni seji so ga ustanovitelji izbrali za predsednika kluba in v tem 10-letnem obdobju je klub iz nič zrastel v današnji klub, ki ima stalne člane reprezentance v mladinskih kategorijah, kot tudi v članski vrsti, za kar nosi velike zasluge. Koliko je bilo v tem času tekmovalnih uspehov na domačih tekmovanjih kot na mednarodnem nivoju, je težko navesti v nekaj besedah. Klub se je organizacijsko in materialno ves čas razvijal, tako danes že nudi solidne pogoje za razvoj kajakaštva v Bohinju. Zasluga njegove vztrajnosti, znanja in trme je tudi odlično organizirano Evropsko prvenstvo v kajakaškem maratonu leta 2015. Vse od ustanovitve kluba je izjemno aktiven tudi na nivoju Kajakaške zveze Slovenije, kot sodnik, trener, organizator in član posameznih teles Kajakaške zveze Slovenije. Dame in gospodje, Stane Klemenc! Stane, bi mogoče kaj povedali? Damo mikrofon. No. Večina stvari je že Maki povedal. Leta 2006 smo na mojo pobudo pač ustanovili Kaja Kanu klub Bohinj. In potem smo ga postopoma razvijali. Najprej je bilo treba seveda pridobiti znanje. Nismo imeli pojma. Jaz sem prišel pač z alpinizma, 40 let alpinizma je bilo za menoj. In potem sem pač se preusmeril na kajak. In jezero je bilo blizu, pogoji krasni, kluba še ni bilo v Bohinju. In smo ga pač ustanovili in postopoma razvili do zelo solidne stopnje. Zdaj mi je veselje priti v klub, k vidim trenerje, ki imajo pogoje, k vidim zadovolj mladine, vidim, da lepo delajo in to bo prineslo pač tudi naslednje uspehe. Edino to je bilo, zaradi tega sem vztrajal, zaradi mladine, da lahko delajo, da imajo pogoje, ker imajo veselje, ker imajo voljo. Zato sem vztrajal vsa ta leta, ker ni bilo lahko. Zelo velikokrat ni bilo razumevanja z občinske strani, tako na tretje. No ja, zahvala moji trmi in življenjskim izkušnjam sem nekako spalamudril, da smo lahko zgradili ob jezeru klubsko Brunevico. In to je garancija za obstoj kluba vnaprej. In seveda, da imamo tudi dva aktivna, dobra trenerja, ki se razvijata in bosta postala pač tudi vrhunska. Hvala lepa za priznanje. Hvala lepa za te besede. Zdaj, Stane bo seveda prijetno pobrkovala potem, ko bo uradnega dela konec in smo že v zadnjem delu, recimo, ampak najprej seveda gremo naprej z glasbo. Zdaj bomo slišali prave barve, oziroma True Colors. Izvajata pa Katarina Samobor in Jure Slapar ponovno na kitari.
I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful, ooh, like a rainbow. Show me a smile. Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you've taken all that you can have, just call me up, because you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I'll see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful, ooh, like a rainbow. Show me a smile. Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you've taken all that you can have, just call me up, because you know I'll be there. And I see your true colors shine. I'll see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful, like a rainbow. Hvala našima dvema glasbenikoma, mi pa smo zdaj v zadnjem delu nocojšnje prireditve in sicer se bomo zdaj najprej zahvalili sponzorjem in pa seveda podpornikom tega prekrasnega športa, potem pa sledi še čisto za konec podelitev priznanj najboljšim v letu 2018. Zato prosim direktorja Kajakaške zveze Slovenije Andreja Lenca, da se mi pridruži in zdaj se bomo zahvalili seveda vsem sponzorjem, najbolj uradno pa naslednjim 7, kateri njihovi predstavniki so tule prisotni. Zahvaljujemo se Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Zato prosim predstavnika ministrstva, če lahko pride po nagrado. Hvala lepa, ministrstvu. Hvala lepa naslednjim prijateljem, če lahko tako temu rečemo, Olimpijski komitej Slovenije, z nami je gospod Bogdan Gabrovec. In pa seveda naslednji HSE, z nami je gospod Maro direktor. Hvala lepa. Naslednji sponzor, to so Elektro Ljubljana. Hvala lepa RLS-u. Tule so naslednji in sicer Schneider Electric.
Hvala lepa naslednjim sponzorjem in podpornikom, to so Roto Ativo. In pa še prosimo predstavnika IT100. Hvala lepa. Še enkrat hvala lepa, pravzaprav bomo zdaj zaploskali sponzorjem in podpornikom panoge oziroma discipline, ki v našo lepo ponosno Slovenijo prinese največ medalj. Čestitke. Hvala lepa. Lepa. In zdaj sledi zadnji del in to je seveda podelitev priznanj najboljšim v letu 2018. In sicer najboljšim šestim. Najboljšega tekmovalca na mejnih vodah, mi pa bomo potem vendarle kasneje zaploskali. Zato še enkrat prosim gospoda Andreja Ribiča, predsednika Kajakaške zveze Slovenije, da pride podeliti. Verjamem, da je to seveda en zelo lep posel, tak, ki je seveda zelo svečan in pa zdajle bomo začeli. Začeli bomo s podelitvijo priznanj najboljšim v letu 2018 in sicer najboljši mladinec. Danes smo že povedali zakaj. Zlata na olimpijskih igrah mladih, Lan Tomić! Lan Tomić je tule z nami, za najboljše pa nekakšno vprašanje ljudi. Lan, kako kaj se vijo? Kako ste v kakšnem stanju? Se slišimo? To pomeni, da je zdaj verjetno čas za šolske obveznosti in potem pripravo na naslednjo sezono? Ja, malo več fitnessa pa šole. Malo več fitnessa pa šole. Pa še eno vprašanje, če bi zdajle v 5 sekundah mogel podoživeti tekmo za zlato kolajno na olimpijskih, kako bi opisal? Ja, da je bilo fajn. A res? Ja. Se že more biti za zlato. Dobro, dajmo en aplavz še za Lana Tomića. Najboljša mladinka v letu 2018, tudi njen rezultat smo prej že povedali, srednjomladinska svetovna prvakinja Eva Alina Hočeva. Eva Alina Hočeva, naša mladinska svetovna prvakinja, eno kratko vprašanje imamo za Evo. Eva, zdaj, če se lotimo seveda tega športa, ki ga v gimnastiki Hočeva najbolj obvladate, ampak zdaj, če bi mogla upoštevati na svete, kje ne bolj upoštevati, še dati ali oddelja? To je težko vprašanje, ampak ponovadi mi da tudi več na svetu oči. Dedi je ima tudi malo bolj starejšo tehniko, tako da resnici povem, da bolj očejo poslušam. Ja, samo moraš povedati, ker smo z očejo ista generacija, dedi pa očeje komandirajo, tako da je to pomeni. Eva Alina Hočeva, bravo, bravo! Potem imamo naslednjega in sicer najboljšega tekmovalca na mirnih vodah, ki pa ni prisoten, ker je na pripravah, to je Jošt Zakrajšek. Najboljša tekmovalka na mirnih vodah v letu 2018 je Anja Osterman. To smo povedali že prej, Anja je seveda prejela bronasto kolajno na mediteranskih igrah. Še eno vprašanje za Anjo. Anja, kako je bilo v letošnji sezoni bolj sama, si potovala okrog, kaj je bilo kaj dolg čas pošpili? Ma ne, Špela je bila vedno zraven, ampak ni tekmovala zraven z mano, no. Tako da sigurno sem jo grešala v dvojcu, ker smo imeli boljše rezultate, ampak tudi v nojcu ni bilo tako slabo, tako da bomo videli, kaj bo naslednje leto.
Bomo videli, kaj bo naslednjo leto, seveda ti vedaši potujejo vse v Doželj, vi pa v Seged, kaj pričakuješ? Ja, mislim, da bomo ponovno združili moči v dvojicu in se borili za tisto kvoto za olimpijske igre in to je glavni cilj naslednje sezone. Naj vam uspe. Bravo, Anja. In zdaj smo še pri zadnjih dveh športnikih leta. Najprej seveda dame imajo prednost. Športnica leta Kajakaške zveze Slovenije in najboljša tekmovalka na divjih vodah, Urša Kragar. Urša Kragar je seveda osvojila letos četrto mesto na svetovnem prvenstvu v Rio de Janeiro, kar je seveda tudi njen največji uspeh in Urša Kragar je tule z nami. Urša Kragar, videli ste tudi video naše Urše, ki zdaj seveda sprejme čestitke še ostala, zdaj pa še na kratko Urši za besedo ali dve. Urša, četrto mesto na svetovnem prvenstvu, najboljši uspeh prihodnje leto pa na kaj, na kolajne? Ja, letos sem pripeljala svoje veslanje na najboljši nivo doslej in letos bom delala, da ga pripeljem še na višjega in upam, da bom lahko tudi s kakšno medaljo prišla domov iz največjih tekmovanj. Taki ste kajakašice in kajakaši. Dajmo še en aplavz za našo Uršo Kragar. In zdaj še športnik leta Kajakaške zveze Slovenije in najboljši tekmovalec na divjih vodah, Simon Ovar! Simon Oman, kot smo danes že povedali, naslov svetovnega prvenstva in pa zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala je z nami. Simon, tole je bil pa gromek aplavz, so spustaši zaploskali danes. In pa seveda tudi vsi ostali čestitke še z naše strani. Simon, eno vprašanje, po eni taki sezoni zlata kolajna na svetovnem prvenstvu pa zmagal v skupnem seštevku, drugo leto je Evropsko prvenstvo doma. Verjetno je to zdaj največji cilj, potem ko so ta glavne zlate že doma v Sigurno je, pač leto Sočak, pač naša domača reka in imamo sigurno tudi malo prednosti pred konkurenco, tako da upimo na najboljši. V redu. Hvala lepa. Mogoče bi še kaj dodal, Simon, zdajle, kako se divji vodaši pripravljate na novo sezono, zdajle nimate verjetno kje trenirati, ali tudi greste, ko še bo hudmo neopremo malo? Tudi vsega nas imamo. Vsak dan? Seveda. Bravo, še enkrat čestitke in tole so torej naši najboljši. In zdaj bomo še enkrat zaploskali, kako se to spodobi, je primerno in seveda še marsikaj drugega. Tamle so torej naša dekleta in pa fantje, torej Anja Osterman, potem Eva Alina Kočevar, Lavko Milic, Urša Kragar in Simon Oman. Hvala lepa vsem najboljšim in še enkrat povejmo, da ste takoj po naslednji skladbi, ki je definitivno zadnja, povabljeni seveda k našemu skupnemu druženju. Začenja se veseli december in glede na to, da smo že tretjega, jaz mislim, da nismo več toliko radni, da lahko tudi kakšnega okljubi spustimo. Zdaj pa takole, draga družba, glasbena točka in sicer med iskrenimi ljudmi, taki kot ste bili in vedno boste, še enkrat Katarina Samobor in Arina Slavar. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi.
pa s tem tudi uradno zaključujemo nocojšnjo prireditev. Seveda vam vsem skupaj želimo dober tek in na zdravje, da ne bi slučajno kdo pobegnil, mize so res odložene. Pa še nekaj smo vam dolžni, seveda vam želimo lep veseli december, karkoli boste že počeli, počnite to s strastjo in imajte se radi, tako kot ima Kajak, rad vas in tako kot imate vi radi Kajak, in če bo tako, potem bo ljubezni seveda polna mera. In pa za konec bom sposodil še stavek našega kanuističnega šampiona. Ako želite pobjediti, ne smete izgubiti. Ne smete izgubiti. Hvala, Benita.